Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa. Lep pozdrav iz Domžalskega športnega parka, kjer je pred nami obračun 7. kroga lige Telemach, nasprotnika pa Domžale in Mura. Tekma začela v tem terminu, kakšno uro pred srečanjem ni kazalo na to. Tole pa je priložnost in takoj se trese prečka domžalskih vrat. Škoflek je poizkusil, ga je uspel blokirati Šturm. Še so nevarni Domžalčani. Padec zdaj in 11-metrovka. 11-metrovka po prekršku nad Hodžićem. Obradović je vratar, ki zna ubraniti kakšno najstrožjo kazen. Dibričić strelja zanesljivo. 8. minuta tekme. Senija Dibričić, 1-0 za Domžale. Jezi se seveda Žan Karničnik, vidite ga, zdaj ne vidite. Mladinsko zasedbo, ampak tam že uspel navdušiti do te mere, da ga je danes Ante Šimundža ob odsotnosti Gorenca uvrstil v Murino zasedbo. Tole še nevaren predložek pred Obradovićev gol. Horvat tole podaja proti Maroši. To je lahko priložnost, da sprejem Maroše ni bil najboljši. Maroša še naprej, to je nevarno. Horvat strelja in na koncu od bloka. Karničnik ima zdaj več zadolžitev v zvezni vrsti. Zdaj pa nesporazum in izenačenje. Izenačenje, Tomi Horvat, kakšna napaka v domžalski obrambi. Tule je Mulaliča zadev eden od njegovih soigralcev, zagotovo bomo v ponovljenem posnetku bolje videli. Tule, poglejte, je prišlo do trčenja. Tule pa je Arnel Jakupović, ki zdaj pošilja žogo v kazenski prostor Mure. Priložnost in ponovno Domžale vodijo. Ali je bil tam Slobodan Vuk najvišji? Ne, Klemenčič. Klemenčič je popravil recimo temu napako izpred nekaj minut, ko je trčil z vratarjem, potroval. Hodžić, znova Karić. Priložnost za Jakupovića. Jakupović in odločno izvrat Matko Obradović, ki zdaj rešuje Muraše. Formacijo Karničnik in Pucko. Maruško tako ostaja blizu. Priložnost za Mandića. Mandić je pred vrati, obramba Mulaliča. Muro seveda v petek čaka še 30 minut tekme z Radomljami. Tole pa je sijajen gol Arnela Jakupovića. Opozarjal sem na njegov sijajen prosti strel in tole je zdaj na najlepši možen način tudi potrdil, opravičil ali kakorkoli hočete. Domžale vodijo s 3-1. Arnel Jakupović. Matko Obradović se je žoge sicer dotaknil, ampak to ni bilo dovolj, da bi... Če bodo Domžalčani tole tekmo dobili, bodo Muraše pahnili na predzadnje mesto. Danes ne pozabite, še zadnja tekma tega 7. kroga v Stožicah. Ob 20:15, pol ure prej se bo začel že naš studijski del. Zdaj Podlogar strelja. Igrala derbi z Olimpijo na Fazaneriji. Mislim, da takrat Šimundža ne bo smel sedeti na klopi. Podlogar, priložnost za Domžale. Podlogar, obramba Matka Obradovića, samo kot za domače. Horvat. Skoraj prepričan sem, da bo iz igre odšel Vuk in da bo šel Podlogar povsem v konico. Tole je zdaj priložnost. Kaj Cipot v kanskem prostoru, nevarno je. Mulalič pa še enkrat brani. Tokrat atraktiven poizkus s peto. Dibričić zdaj mora počakati na svoje soigralca. Podlogar in Jakupović sta se vključila. To je lahko nevarno. Jakupović strelja 4-1. Arnel Jakupović, 2 gola in asistenca. Prvo ime srečanja za visoko zmago Domžal. Domžal, ki so
Ja, glede na rezultat in glede na to, da smo bili učinkoviti in da smo v eni uri dali 4 zadetke, sigurno, da smo veseli, smo zadovoljni. Ni lahko igrati proti eni taki ekipi, ki je zelo kompaktna, ne glede na to, da je njim res 15. tekma v nizu, ampak tudi to je potrebno izkoristiti in to smo izkoristili, bili smo učinkoviti in na koncu zasluženo zmagali in tako da gremo mirni lepo v tole reprezentančno pauzo. Niso me presenetili, v zadnjih tekmah, posebej v teh dveh, ko smo doma izgubili, je dejansko bil mogoče bolj psihološki padec, ko smo nekako po neki naši jalovi iniciativi oziroma imeli kontrolo v prvem polčasu, dobili na koncu zadetke in tle mogoče neka psihološka bolj blokada in v drugem polčasu nekako bolj nasilo igranje in puščanje prostora nasprotnikov za protinapade. In na zgoščeno obrambo teže zadevali. Mura je vseeno ekipa, ki hoče igrati nogomet, ki igra bolj odprt nogomet in zato smo gledali predstavo z obeh strani kar dinamično, tudi igrišče je dovoljevalo to, kajti žoga je bila kar hitra na tem igrišču, tako da smo gledali dobro tekmo, mi smo bili bolj učinkoviti, kot sem dejal v prejšnjih tekmah, ko nismo zadeli, nogomet se igra za gole in ko zadaneš, je to čisto drugače. Pa ja, mi smo pričakovali eno težko tekmo, vedeli smo, kaj nas čaka, tudi ko smo se postavili od prve minute. Mislim, da se je videl za razliko od drugih tekem ta želja po zmagi. Vemo, da mogoče prejšnje tekme nismo bili tako dobri, tako da to se nam je danes obrestovalo in mislim, da smo na koncu tudi zasluženo zmagali. Mislim, da ne. Prišlo je do manjšega nesporazuma. Na srečo ekipe sem se znašel sam pred golom, uspešno realiziral in sem vesel tega zadetka. Se strinjam, ampak glede prve priložnosti, če bi to mi zadeli, je dejstvo, da mi v polčasu, kar me najbolj žalosti, smo imeli čiste drese. Enostavno, to je stvar glede tega zelo, zelo jasna in če pogledamo sam cel prvi polčas, koliko smo dovolili prostora, koliko smo dovolili nasprotniku, da je si sprejemal žoge naprej, bil močnejši v duelih in tako naprej, pomeni, da ti potem v drugem polčasu nogomet ne da. Zelo, zelo nova stvar za vse nas, vsaj za mene, jaz ne verjamem, če je že kdo takšno tekmo odigral v klubu. Dejstvo je, da moramo strniti glave, predvsem moramo vrniti tisto željo po borbi, vrniti tisto željo po dokazovanju, vrniti tisto željo in energijo, ki nam dajo navijači in tukaj tudi za takšno podporo iz Murske Sobote danes, da smo bili v prvem počasu zapustili teren z čistimi dresi, ni v redu. Morali bomo hitro preklopiti v delovne obrate, če bomo želeli, da naredimo korak naprej. Bom se ponovil, prihajamo v priložnosti in ne zadenemo. Dejstvo je, da je to nekako naša stalnica. Verjamem in upam, da se je čim prej odprlo, je pa v današnji tekmi bilo zelo velika specifika. Domžalčani so zadevali iz prekinitev, mi smo si ustvarjali skozi igro priložnost, nismo zadeli, ampak bolj kot vse to skupaj me žalosti predvsem to, da smo v prvem polčasu v samem pristopu težavnosti terena, težavnosti tekme nasprotnika bili preveč. Ja, danes je bila zelo težka tekma, teren je bil težek. Imeli smo svoje situacije, katere tudi nismo izkoristili. Oni so na našo žalost izkoristili vse njihove situacije in tudi zabili. Tako da ne moremo nič, bomo probali vse to prenesti na naslednjo tekmo in popraviti naše napake. Tako, to je seveda zelo zanimiva situacija za nas, dokaj nenavadna, ne zgodi se vsak teden. Verjamem, da bo zanimiva, težka tekma kot vsaka do zdaj.